V prvo branje ste gradivo prejeli na prejšnji seji občinskega sveta, kjer so vam tudi razložili sam namen ter vse vsebine, ki se umeščajo v ta prostovoljno samovarstvo mesto Brežice. Tako da bi jaz nadaljevala od te točke naprej, ko so bila zavzeta stališča, ki ste jih tudi potrdili. In sicer pred sabo imate gradivo, ki je dopolnjeno le v nekaj točkah, in sicer tako, da smo upoštevali eno zavzeto stališče od pripombe, kot vam je bilo predstavljeno na prejšnji seji. Hkrati pa smo še odlok dopolnili z manjšimi vsebinskimi dopolnitvami, vezanimi na usklajevalni sistem z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in ne pomenijo neke samih vsebinskih sprememb odloka, ter predlagana sta še dva tehnična popravka, na katera smo naleteli ob pripravi gradiva za to sejo. Vse popravke imate navedene v samem usklajevanju razložitve, in sicer tehnični popravek, da gre za izredno sejo, ne za redno sejo, potem za upoštevanje dogovora z Direkcijo za infrastrukturo, do katerega je prišlo predvidno pripravljeno gradivo za prvo obravnavo, in sicer, da je dovoljeno umestitev največ 4 pilonov, potem za tehnični popravek besedo Euroškin, pravilno navajanje Euroškin, ponovno se upošteva nasled oziroma uskladitev za Direkcijo za infrastrukturo, da se v 14. členu ne navaja, da je potrebno pri zasaditvah upoštevati zahtev z področja prometne varnosti območja preglednostnega trikotnika, črta se preglednostnega trikotnika. Potem v 14. členu upoštevamo stališče do pripomb, ki ste ga potrdili in se nanaša nekako na zagotavljanje ureditev zelenih površin, potem še en tehnični popravek, na katerega smo naredili pripravi gradiva in še ena strokovna usmeritev Direkcije za infrastrukturo. Izključili smo besedilo, ki ga morajo pripravljavci dokumentacije itak upoštevati skladno gradbeni zakonodaji. Naknadno smo v roku prejeli amandma, ki ga je podal svetnik Aljoša Rovan. Mi smo podali tudi našo obrazložitev, ki je objavljena na spletu. Mi predlagamo, da se gradivo sprejme takšno, kot smo ga pripravili za obravnavo. Namreč sama pripomba se sicer nanaša na ureditve, ki se nanašajo na gradbeno parcelo 1, to je na skrajno severozahodno območje. To gre za ureditve, na katere je bila podana pripomba tudi že med javno razgradnitvijo in smo podali obrazložitve tudi že v sklopu prve obravnave, ki ste jih tudi potrdili. Gre za ureditve, ki se nanašajo na etažo samega objekta. Povzemamo, malo smo podali, sicer pa povzemamo obrazložitve, ki so vam bile že predstavljene, da smo zato, da investitor, ki je lastnik zemljišč na tem območju, zaradi specifičnih oblike njegovih parcel, ter vseh omejitev, ki okrožajo njegovo zemljišče, da mu omogočimo njegovo investicijo v največji možni meri, ter ne kvarimo nekih kvalitetnih pogledov ter samih vsebin na tem območju, in smo se res maksimalno potrudili, da smo že v fazi do javne razgraditve z vsemi nosilci urejanja prostora, z investitorji uskladili, da se zagotavlja zadostno umeščanje zelenih površin, da se omogoči ta umestitev parkirnih mest, kolikor bo objekt z neko dejavnost, ki jih potreboval, da se mu jih omogoči umestiti tudi v ta 15-metrski pas, ki je sicer namenjen za zeleniti na ta način, da bodo ta
verjetno moral ta izvajalec ta spremeniti. Zato jaz osebno, glede na to, da je že dopovedano, da je ogromno zelo usklajevanj, ne morem prijeti tega odmajanja, da se bom pedagogični spet zavrnil in naredil podprl v takem obliki, kot je bilo že v prvem branju. Podpiram razpravo. Andrej Šarovan, izvolite. Ja, hvala za besedo. Malo bi pokomentiral, kot sem bil obveščen, bo tam majhne zavrne, tako da bo to pomatno. V bistvu ga omikam. Bi pa vseeno pokomentiral zadevo. Namreč OPPN meni je bil spisek želja investitorja, želja, če je njegove želje, ampak na začetku tega je bilo omejeno na 8 metrov, na koncu je pa se sprejme izjema, da bo lahko šalbih dvignil na 12 in še nekaj drugih stvari. To je eno, drugo še eno trgovski center, res ravno, kako je zelo daleč, da tega ne moramo predstaviti, pač tam je šel vik, ne gre še štik. Ti vprašanj še povedal, da sem pred kratkim dobro zanimljivit, ki predstavlja kolik visokokakovostne obdelovalne zemlje smo obozirali po posameznih občinah in občina Brežice je na prvimi 4 občinami državi. Tako da je škoda, da smo pač še neke mire spremenili v trgovske centre. Ampak, kot sem rekel, malo nekaj. Hvala. Hvala. Jaz bi sam te dve stvari, jaz verjamem, da smo občini Brežice ogromno pozirali, vendar vemo, da na račun državnih institucij, ki je elektrarni, pa dejstvo pa še marsikaj drugega, dejstvo pa je seveda, da za same izvojne je izjemno malo možnosti in tudi zdaj pri novem OPPN, ki ga imamo, praktično shodnimo možnosti nekih novih razvojnih. Drugo, kar se tiče samega OPPN-ja, jaz moram reči, da to je zelo ogromno usklajevanje, zelo nezadovoljni so ti investitorji, tudi oni druge kamere smo v Brežicah, ki je zelo bolj zahtevni, kot so marsikje ljudje in moram res to nekako dobran našo službo, ker so se res maksimalno potrudili in tudi dosegli tudi ta, mogoče pa reči, da je vstopanje, čeprav če nekomu na njegovi parceli zahtevaš, da bo moral dati pločnik na dvig kolesarko, pa še zelen pas iz verjamem, če bi bila to bil tega vas parcela, še nekaj bilo rekel, da 15 metrov parceli zelo bi vsak bil nezadovoljen. Vendar, res mislim, da to sprejet kompromis in da ta nova investicija bo prenesla eno Brežice. Toliko od tega na razvanje. Obrazložitev pa glasoči to želja. Nekaj reči? Ja. Ne? Ali veš? Ja, prosim. Ja, spoštovani kolega Rovan, vedno svoje se poslušamo, kaj je slabo in ne vidiš pa določene stvari, da tukaj kompliciraš, da kuk je stavba previsoka, ne vidiš, da je vložila ogromno truda in strokovne služb in enega podjetnika, ki nekaj ljudi zaposluje v Brežicah in tudi glede, če še potrebujemo en center ali ne, potrebujemo, če že ne drugo za delovnih mest. Je pa res, da je razlika razmišljanja med nami, gospodarstveniki, pa med nekom, ki pa je mogoče denar zaslužil na drug način oziroma pa predoval. Jaz bi šel na glasovanje v odložitev prostor, če že to želi, to ne gremo glasiti. Odložitev? Hvala. Z OPPN-jem se pod svetnica Gibanja Svobode in moje ekipa strinjamo, da bomo tudi podprli in da bomo tudi zadnjo razgovali. Imamo pa en tak, bom rekla, zopet
kar sem že v prvem delu našega današnjega srečanja izpostavila. Nekako, če človek dobi na prvi obravnavi določeno zagotovilo in strani služb in Mateje in župana je bilo, da ko smo spraševali, ali je možno, da se sami obnovljajo lokalni ali bilo, ali sinkronizirane križišče, da je bilo seveda. To je alternativa, zdaj pa slišimo, da je to samo eno opcijsko. To me pa zopet tole vzbuja zaupanje in zato bi prosil še enkrat nekaj dati besedo, da se potem tega držimo. Jaz te investitore tudi in tiste, ki so pripravili zadevo, zelo dobro poznam, eno teh tudi mojih sošolcev bom povedala in verjamem, zelo trdo dela, da se služi kruh. Dejstvo pa je, da verjetno tudi drugi, ki delamo v družbenih dejavnostih, si strni delamo, da zaslužimo svoj kruh. Ob tem pa se tudi gibanju svobode sprašujemo, zakaj je treba samo zidati na novo, stari projekti pa stojijo in so nekaj